Pozdravljeni, danes se vam javljam zaradi tega, ker bi vam rada povedala nekaj informacij še o prestopu Saturna, velikega učitelja, v vodnarja in malo bolj konkretno o Sadesatiju in seveda o tistih znamenjih, katere se bo Sadesati precej dotaknil. Pozdravljeni, sem Uršula, vedska astrologinja, tarot svetovalka, intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Oracle oči, Oracle of Light. Vabim vas, da všečkate mojo objavo, da se naročite na kanal, je povsem brezplačno in da me spremljate še naprej. Imam kar veliko objav, vsak mesec bom naredila tudi napoved za vsa astrološka znamenja po Džotišu. Zdaj, če ne veste, kaj ste po Džotišu, kaj ste v ascendentu, kje imate luno, kje imate sonce, si to lahko pogledate. Spodaj bom prilepila link, kliknete na ta link, ki vas pelje na eno spletno stran, tam imate tabelico, vpišete svoje podatke in tam vam potem tudi ta programček izpiše, kaj ste v ascendentu, kje imate luno, kje imate sonce, tako da potem lahko seveda spremljate moje napovedi. Jaz sem vedska astrologinja, upoštevam sideralni in netropski zodijak. Sideralni zodijak pomeni, da upoštevam realno sliko neba. Sideralni zodijak upošteva realno sliko neba na nebu in Džotiš upošteva to sliko. Tako da jaz delam napovedi glede na luno in glede na ascendent, seveda si pa to lahko pogledate tudi glede na to, kje imate sonce. Ampak seveda, kot sem rekla, je dobro, da to najprej preverite, kliknete na link, ki vas pelje tja in na to spletno stran in vpišete podatke in dobite ven, kaj ste po Džotišu, v ascendentu, v luni in v soncu. To je to. Zdaj pa bi kar začela najprej s tem, kaj je Sadesati in katera znamenja so tista, oziroma kdo ste tisti, ki ste izstopili iz Sadesatija, kdo ste tisti, ki ste vstopili v Sadesati in tisti, ki se že nekaj časa tam nahajate. Zdaj pa najprej, kaj je sploh Sadesati. Sadesati je lahko kar dolgo obdobje, to je obdobje, tranzit v bistvu, tranzit Saturna. In to obdobje lahko kar dolgo, traja tam približno 7,5 let do 8 let zaradi Saturnove retrogradnosti. In kaj se takrat zgodi? Saturn, ko se začne Sadesati, pomeni, da se planet Saturn premakne v hišo, eno hišo pred vašo rojstno luno, potem se pomika čez vašo rojstno luno in Sadesati se končuje, ko se Saturn pomika čez hišo, tisto, ki je za vašo rojstno luno, hišo, ki je za vašo rojstno luno. In to obdobje, Sadesatija je, bom rekla, kar precejšno obdobje, dolgotrajno, bi rekla, traja kar nekaj časa. In kaj zdaj to obdobje pomeni? To je lahko obdobje preizkušenj, ovir, težav, problemov. Je pa res, da ta Sadesati je zelo, zelo individualen. Če sama pogledam, kaj se mi je v Sadesatiju zgodilo, so se mi v bistvu zgodile zelo dobre stvari. Spoznala sem svojega moža, s katerim sem zelo dolgo, potem dobila sem službo takrat, ki sem jo tudi zelo dolgo upravljala. V bistvu bi lahko rekla, da sem v mojem Sadesatiju, tistem, ki se je pa zgodil toliko let nazaj, dobila veliko novih priložnosti in se mi je življenje v bistvu obrnilo na bolje. Tako da to je mogoče res malo relativno, je pa res, da sem bila tudi zaradi nekaterih stvari stisnjena, da so me nekatere stvari vznemerile, tako da to je pa pač tudi del Sadesatija. Lahko se v tem obdobju srečamo s precejšnjimi težavami, preizkušnjami v življenju, lahko se tudi srečamo z emocionalnimi težavami, stiskami, materialnimi težavami, lahko tudi izgubami, dragih oseb,
stvari, nekih ugodnosti, ampak kot sem rekla, torej zelo je ta sadesati individualen. Tako da v bistvu ne velja to za vse ljudi in ni pri vseh isto, je pa res, da so v tem času, torej se pri ljudeh pojavlja nek občutek stisnjenosti, utesnjenosti, občutki krivice, torej so večinoma pod večjim stresom kot ponavadi, težje stvari se jim dogajajo, to je pa, bom rekla, tako nasplošno se dogaja v tem obdobju, a ne? Torej, ta tranzit se ponovi vsakih 29 let, kot sem rekla, razdeljen je torej na, bom rekla, 3 obdobja, ne? Kot sem že prej rekla, torej tisti del, ko Saturn torej se nahaja v hiši pred našo rojstno luno, ko se nahaja nad našo rojstno luno in v hiši po naši rojstni luni, ne? Tako da to so tudi 3 obdobja, ki so seveda prav tako lahko zelo različna, ena so lahko težja, ena so lahko lažja, to se pri Jyotish analizi vse vidi. Naprimer, če vam jaz naredim torej, analizo Jyotish in pogledam tudi sadesati obdobje, če ste v sadesatiju, lahko točno povem, torej, ali boste imeli v nekem obdobju podporo ali ne, torej, kaj vas čaka v tistem obdobju, seveda so pa to energije, torej nikoli ne moramo nekaj točno napovedati, torej po Jyotishu, ampak lahko napovemo, kam bodo šle energije. Podobno je pri tarotu, torej posod je tako, da se v bistvu napovedo energije, torej, kaj lahko pričakujemo v tistem obdobju, ne? Ne moramo pa zdaj točno dobesedno napovedovati za naprej in tudi to ni namen Jyotisha. Namen Jyotisha je, da mi osvetlimo določene stvari v našem življenju, zakaj se nam določene stvari dogajajo, torej vzroki, a ne? Kakšna je naša karma, kakšne so naše življenjske naloge dharma in potem to tudi lahko spremenimo karmo, ne? Torej pri življenjskih nalogah se to ne da, pri življenjskih nalogah je preventiva samo dvig zavesti, pri karmi se pa veliko da narediti. Če seveda mi vemo, zakaj se gre, in Jyotish, torej Jyotish, v bistvu sama beseda pomeni svetlova. In v bistvu mi, ko gremo na Jyotish svetovanje, ne, če greste na Jyotish svetovanje, tam v bistvu vam Jyotishini, torej Jyotish astrolog, vam v bistvu razsvetli vam situacijo, tako da veste, zakaj se vam določene stvari dogajajo. Tako da pokaže na vašo karmo, dharmo. In seveda pri karmi, a ne, torej karma je naš način vedenja, obnašanja, se da zelo veliko narediti s preventivnimi tehnikami. In te torej, tehnike, sem že enkrat v enem drugem videu rekla, da so biser Jyotisha, to je res nekaj izjemnega pri Jyotishu, kar Jyotish ponuja. In preventivne tehnike za sadesati so torej, posvečanje duhovnemu, preživljanje več časa v tišini, v samoti, torej obiskovanje pokopališč, prižiganje svečk za umrle, pomaganje invalidnim, bolnim, starejšim, to je Saturnova populacija, torej pomoč Saturnovi populaciji, potem tudi lahko čiščenje hiše, potem delo na zemlji, to je vse Saturnova preventiva, s katero, torej s to preventivo, ne, lahko mi zelo olajšamo, bom rekla, težje situacije v sadesatiju. Lahko v bistvu našo karmo v tem smislu ublažimo, torej če delamo preventivo, potem ne bomo tako težko doživljali situacijo in dogodke v sadesatiju, ali se pa ne bojo zgodili na ta način, na tako težek način. Tako da zelo težko je napovedati za naprej, ker če ljudje delajo veliko preventive, potem seveda njihov sadesati ne bo tak, kot če jo ne delajo nič. Drugače pa zelo dobra preventiva tudi mantranje, torej petje mantr, to je pa odlična preventiva. Sama sem se jo lotila že zelo velikokrat, rešila sem marsikatero odnos z njo, marsikatero situacijo. To je pa meni osebno res najboljša preventiva, torej petje mantr. Če ste vsaj malo melodični, da radi pojete, če radi pojete sploh, če pa pač ne radi pojete, lahko tudi to izgovarjate, ampak to je zelo dobra preventiva, to pa res najboljša. Zame najboljša, torej.
Ampak seveda imate pa tudi veliko drugih preventiv, ki se jih lahko lotite in seveda, če ste v Sadesatiju, zdaj bom povedala, katera znamenja so, potem vam res močno priporočam to preventivo. Torej, kot sem rekla, Sadesati je zelo individualna izkušnja za vsakega posameznika, tako da v bistvu težko zdaj kaj več povem o Sadesatiju, torej lahko povem samo neke splošne informacije. Zdaj pa, katera znamenja so v Sadesatiju? Torej, vedno pogledamo luno, torej, kje imate luno. In v Sadesatiju so tista znamenja, ki imajo luno v kozorogu, torej tisti, ki imate luno v kozorogu, ste torej v Sadesatiju, potem tisti, ki imate luno v vodnarju, seveda, ker Saturn prehaja vodnarja, in tisti, ki imate luno v ribah. Torej, tisti, ki imate luno v kozorogu, torej se v bistvu za vas Sadesati končuje. Ker ko bo Saturn prišel v ribo, vi ne boste več v Sadesatiju. Potem tisti, ki imate luno v vodnarju, ste v osrednjem delu, torej za vas bo še nekaj časa trajalo, preden boste vstopili Sadesatija. Tisti, ki pa imate luno v ribah, za vas se je pa Sadesati začel. Torej, seveda, tisti, ki pa imate luno v strelcu, za vas je pa Sadesati končal, za vas je pa to čas veselja. Torej, ampak, kot sem že prej rekla, torej Sadesati je lahko res pač za vsako znamenje nekaj individualnega, torej nekaj individualne izkušnje, tako da zelo težko je torej na splošno govoriti pač o tem, kaj se bo zdaj dogajalo torej nekomu, ki je pač v tem obdobju. Torej, jaz sem s tem videom želela pač povedati, da tiste, torej, ki imate luno v teh znamenjih, da ste torej pozorni, da se lotite preventive, torej, kot sem že prej povedala, katere, da v bistvu spoštujete vse, kar je živo, da ste ponižni do vsega, do narave, tudi do drugih, da poskušate druge razumeti, ker vedno je tako, da ljudje v bistvu nam ne delajo nekaj nalašč, ampak verjetno tudi oni v sebi trpijo, imajo v sebi svoje boje. Vedno moramo vedeti, da nekdo, ki ima težave, bije v sebi svoj boj. Oziroma vsak človek ima v sebi svoj boj, ki ga mi ne vidimo. Nek svoj konflikt, lahko notranji. Lahko ga nima, lahko ga ima. Ampak ljudje, ki so večinoma težavni, ki so nepotrpežljivi, ki so jezni, ponavadi v sebi zelo trpijo. Tako da, če se spomnimo na to, potem bomo vedeli, da v bistvu ti ljudje, če imamo na primer z njimi konflikt ali pa karkoli, ti ljudje v bistvu nam ne želijo nič slabega, ampak v bistvu sporočajo samo to, da je njim težko. In v bistvu je zelo pomembno, da druge ljudi gledamo kot glasnike, kot nekoga, ki nam je prišel nekaj povedati, torej vsakega človeka posamezno gledamo kot glasnika, kot tistega, ki nam je prišel povedati, kaj v bistvu mi nismo razrešili. Ker če nas nekaj vznemiri, ker nam je ta oseba povedala, naredila, potem pomeni, da imamo mi problem. Hkrati seveda ima tudi ta oseba problem in v bistvu govori tudi o sebi, ampak istočasno, če nas razjezi, če nas vznemiri, če nas razžalosti, pa tudi pomeni, da tudi mi v sebi nosimo nek problem, ki ga je ta oseba prišla nam prebuditi. Nam je prišla povedati, da imamo mi ta problem. Torej, če vas te stvari bolj zanimajo, jaz imam v svojih mentorskih programih torej veliko teh tem, kjer tudi razlagam, torej kako se tega lotiti. Če imate na primer veliko konfliktov z drugimi ljudmi,
če imate težave z drugimi ljudmi, da vas drugi ljudje vznemirjajo, razjezijo ali kakorkoli, potem se morate zavedati, da imate vi v sebi problem. In zdaj, kako to rešiti, vas pa jaz naučim. Bom spodaj tudi prilepila link na moje mentorske programe in si to lahko pogledate. Torej, jaz vas pri mojih mentorskih programih peljem čez vse faze, torej od tega, da se zaveste sebe in svoje okolice, do tega, da se začnete razreševati svoje travme na način, da v bistvu ugotovite, da vse izhaja iz vas in da so drugi ljudje in dogodki samo glasniki v vašem življenju, ki vas pridejo opozoriti, da nekaj ni v redu. In potem do tega, da tudi zgradite svojo samozavest, ljubezen do sebe in seveda do končnega cilja, da izstopite iz svoje zgodbe, ker vsi živimo v neki zgodbi, matrici in se tega sploh v bistvu ne zavedamo. In seveda moj program vas popelje čez vse te faze, da izstopite iz te zgodbe, da v bistvu vidite sebe in da tudi uvidite, česa vsega ste zmožni, ker potem šele lahko vi začnete manifestirati, ko izstopite iz te svoje matrice. Potem v bistvu ugotovite dve stvari, v bistvu kdo v resnici ste in da lahko vi v bistvu kreirate svojo realnost. In v bistvu to je bistvo torej svobodne volje. Ker mi smo lahko podvrženi nekim okoliščinam, pač gremo skozi življenje, ne da bi pač vplivali na te okoliščine, pač gremo v skladu z našo karmo, darmo, pač živimo vsakodnevno in se tega ne zavedamo, lahko pa izstopimo iz naše zgodbe, iz matrice in se zavemo vseh teh naših vzorcev, prepričanj, travm in pogledamo na to. Torej, in to potem začnemo tudi reševati in seveda, če to začnemo reševati, se nam življenje spremeni. No, zdaj sem mogoče malo zašla pač v tej svoji razlagi Sadhe Satya, ampak seveda Sadhe Sati je obdobje, ki nam prebudi te naše travme, vzorce, prepričanja. In seveda Sadhe Sati se dogaja z namenom, da se bomo mi spremenili. Torej, Saturn, ki pritisne na našo luno, na naše misli, na naše čustva, torej nam v bistvu s tem pomaga, v bistvu nas prisili, potem pa tudi pomaga, da doživimo neko spremembo, preobrazbo. Ker mi smo na tem svetu zato, da se učimo, zato, da rastemo, zato, da dvigamo zavest. In to je bistvo Sadhe Satya. In če bomo mi Sadhe Sati, to obdobje, seveda, nisem na začetku povedala, to obdobje je lahko torej tranzit, lahko je pa tudi obdobje po vaših torej obdobjih v Jyotishu. Torej, imate pa lahko Sadhe Sati tudi vseživljenjski, torej da ste se rodili v Sadhe Sati na zunanjem ali na notranjem nivoju, tudi to je možno, ne? Potem nekako vam je ta energija znana. Ampak drugače, torej najbolj znan je pa ta tranzitni Sadhe Sati. In to je seveda čas preobrazbe, čas sprememb, čas, da se posvetimo sebi, da duhovno rastemo. In seveda tistim ljudem, ki nekako ne sprejemajo duhovnosti, ki se nekako upirajo temu učenju, ker Sadhe Sati je tudi učenje, v tem procesu rasti, pri dvigu zavesti se seveda učimo. In nekateri ljudje se temu izogibajo, nočejo to sprejeti in seveda potem je vse še težje. Torej, če se nočemo učiti, če nočemo določene stvari sprejeti, če se nočemo spreminjati, če vztrajamo res pri svojem na vsak način, potem nam je težje. In za na konec, torej naj vam položim na srce, torej sprejmite torej Sadhe Sati kot obdobje učenja, kot obdobje dviganja vaše zavesti, torej, sprejmite to, objemite to in vam bo zagotovo lažje. No, s to mislijo vas danes lepo pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.